Vsi skupaj, torej ta referendumska kampanja gre počasi k koncu, to je nenazadnje tudi zadnja novinarska konferenca Slovenske ljudske stranke. Stavek na začetku. Pomembno je to, da na tem referendumu ne gre za leve ali za desne. Ne gre za levico in ne gre za desnico. Gre preprosto za Slovenijo. Torej, gre za pomembnejšo stvar, kot je levica in desnica. Gre za pomembnejšo stvar, kot sta Pahor ali pa Janša. Torej, potrebno se bo odločati na osnovi vsebine, na osnovi tega, za kar pravzaprav gre. In gre za teritorij in gre za morje. Pa bi vendarle v teh uvodu te novinarske konference besedo predal gospodu Omanu, kot je bilo rečeno, prvemu predsedniku Slovenske kmečke zveze, enemu od tistih, ki je odločilno vlogo igral tudi takrat, ko smo se Slovenci odločali za svojo državo. In tudi tokrat se odločamo o tem, kakšna bo Slovenija izgledala po arbitražnem sporazumu, če bo seveda sprejet. Gospod Oman, prosim. Ja. Da, pozdravljeni. No, jaz bom začel s tem, da bom povedal, da bom na referendumu glasoval proti potrditvi arbitražnega sporazuma. Zakaj? Najprej zato, ker mi pač ne gre v račun, da vlada prelaga odgovornost za sprejem nekega sporazuma preprosto na državljane, ki po naravi same stvari ne morejo poznati posameznih dikcij v sporazumu in tudi dvomim, da je kaj dosti tistih, ki so tekst tega sporazuma prebrali. Mogoče bo kdo rekel, da je vlada s tem, ko se je, pa vladna koalicija s tem, ko se je odločila za preložitev te odgovornosti na državljane, torej, da je se odločila za referendum, da je na ta način eliminirala referendum, ki bi ga sprožila opozicija. In da bom pa rekel tole. Ta zadeva je tako pomembna, da ne more biti stvar ene ali druge stranke, ali pozicije, ali opozicije. In bi nujno že v času pogajanj se vlada morala konzultirati tudi z opozicijo. Naj vas spomnim na tisti čas pred plebiscitom, ko smo se toliko časa pogovarjali in dogovarjali, da smo se dogovorili in tako dosegli enotnost v politik in s tem tudi enotnost v narodu. Tega tokrat ni bilo. In se seveda zaradi tega, ker tega ni bilo, nadaljuje ali celo povečuje politična razdvojenost v narodu in tako se ustvarja vtis, da gre za leve ali desne, kar seveda ne drži. Nasprotujejo potrditvi sporazuma tudi pravniki, ki niso zgolj iz desne opcije. In to je torej še pomemben element pri odločanju. Če bi vsaj pravniki se poenotili in vsi podpirali sporazum, celo ko bi vsaj levi
tisti z leve opcije vsi podpirali ta sporazum, bi človek še nekako lažje se opredelil za, tako je pa to skoraj nemogoče. Bi pa jaz spomnil še na neko stvar, ko že govorimo o tej zadevi. Slišati razne pomisleke, kako da je takrat bilo, ne vem, predsedstvo, ne vem, kaj določeno. Jaz se spomnim, seveda, ker je pač 19 let, ampak se dobro spomnim tega, da sem na predsedstvu, na vsej predsedstvo zahteval, da je treba mejo zasesti. To se seveda ni zgodilo. Zdaj se nekaj govorilo o tem, da je bilo govora o Savudriji in podobno, ampak tega se jaz ne spomnim, lahko pa, če koga zanima, poišče magnetogram. Seje predsedstva so se snemale in mora ostojati magnetogram, da se ve in da bi se videlo, kakšno je bilo stališče na predsedstvu. Zdaj pač imamo, kar imamo, in treba se je na nek način odločati. Mislim pa, da je tokratna odločitev, ukolikor bo arbitražni sporazum potrjen, je pač odločitev za zmeraj. In se nimamo več o čem pogajati, prepuščamo odločitev nekemu posebno tretjemu organu, ki bo to dokončno sprejel.